Z mano je Aleksandra Gačič, literarna kritičarka, ki se v svojem delu posveča predvsem afriški literaturi, podobam tujega v slovenski literaturi, literariziranim temam rasizma, drugosti, migracij in tako naprej. Je pa tudi filmska kritičarka in lanska prejemnica nagrade Nike Bohinc, ki jo podeljuje Slovensko združenje kritičark in kritikov Fipresci in pa revija Ekran, in to nagrado je prejela prav za svoj prispevek o filmu, ki smo ga pravkar gledali. Tako da čestitke. Ja, hvala. Tina Palajić pa je doktorica znanosti z področja etnologije in kulturne antropologije, pa pedagoginja in muzejska svetovalka, ki že več let sodeluje s Slovenskim etnografskim muzejem, kjer se tudi v okviru mednarodnih projektov osredotoča na obravnavo zunaj evropskih muzejskih zbirk, pri tem naslavlja teme migracij, identitet in rasizma ter izprašuje metodologijo in etiko dekolonizacije muzejskega dela. Same tematike, ki se tičejo filma, ki smo ga gledali, in pa tudi naše sodobnosti. Pa bi mogoče začele kar pri tako zelo uvodnem vprašanju, kakšen se vam je zdel film. A predaš meni besedo? Najprej dober večer in hvala za povabilo. Mislim, da so to res teme današnjega časa, o katerih je nujno govoriti, in super je, da lahko po takšnem filmu se ta dogodek tudi odvija. Jaz bi rekla, da je film prinaša dobre vsebine za razmislek o tem, kaj z temi zunajevropskimi zbirkami danes početi. Posebej bi izpostavila ta drugi del filma, torej te diskusije s študenti, ki so v bistvu pokazale, kako kompleksna je ta tematika. Pokazale so, da v bistvu samo vračanje predmetov ni zaključek te zgodbe, ampak se takrat marsikaj šele odpre in začne. Vsi ti razmisleki o tem, kaj s temi predmeti početi, kaj pomenijo za skupnost, ali jih razstavljati v palači predsedniški ali v muzejih, ali jih vračati v skupnost, pa seveda tudi številne druge stvari odpre. Te posledice kolonializma niso vidne samo, kar se tiče kulturne dediščine in upravljanja z njo, ampak tudi na drugih področjih izobraževanja, jezika in tako naprej. Mogoče edino, kar sem jaz pogrešala kot muzealka, in kar izhaja iz nekega mojega področja delovanja in poznavanja nekaterih primerov restitucij, je to, da ta kompleksnost teh procesov pa ni bila toliko osvetljena v tem začetnem delu. To se mi je zdelo tako zanimivo, mislim, bi bilo verjetno smiselno vprašati režiserko, zakaj se je za to odločila, da ta del tako poetično predstavi, ampak mislim, da bi tukaj lahko naredila več, da bi lahko na tej točki nekoliko bolj pokazala, da je tudi ta proces, preden predmeti pridejo tja, kompleksen. Zagotovo pa bo Ana lahko dodala še kakšno pomanjkljivost. Dobro večer še z moje strani in hvala za vabilo. Se strinjam s tem, kar si Tina povedala. Meni se zdi pomembno, da je film prikazan v Sloveniji in da se te teme tudi na našem področju, pač geografskem in pa seveda intelektualnem, odpirajo. Pogostokrat so te predstavljene skozi medije, tudi tam je zelo sporadična zgodba, tako da se mi zdi ta film v tem kontekstu zelo pomemben. Imam pa sicer dva očitka do filma, in predvsem to, da umanjkajo določeni konteksti, predvsem ta, kako so te umetnine pristale v francoskih muzejih, pa ne samo v francoskih, so številni pač muzeji zahodni. Gre za neko ultranasilje, se pravi, kakor pravi Dan Hicks, pač ultranasilje. Priješ na neko področje, vzameš pač artefakte, narediš vojno in tako dalje in potem jih razstavljaš kakor umetnino. Se pravi, meni se zdi ta moment kolonialnega nasilja tako zelo pomemben, da mogoče to res moj eden od večjih očitkov filmu samemu, vsebini.
Drugi očitek je pa seveda ta, da nekako se mi je zdelo vse skozi, da ko se dogaja ta celotni diskurs v neki študentski tribuni, da je seveda ta restitucija ponovno vprašanje Afrike, ne pa zahodnih držav. In tle se mi je spet zdelo, da je neko in čustveno in intelektualno breme in delo na strani Afričanov, ko bi moralo biti pravzaprav na drugi strani. No. Ampak pri tem pa hkrati tudi odpira vprašanja odnosa Afričanov, ne, do teh stvari, pa mogoče kar spusti celo dimenzijo, kako se je to zgodilo. Ja. Je pa film tako formalno relativno preprosto sestavljen, ne, ampak ima zanimive pač sestavljanje iz 2 delov in tako naprej in odpira s tem zelo filmskim načinom pripovedi tudi še številna vprašanja, kako se umešča to vprašanje recimo v sodobnost Francije, v sodobnost Afrike in tako naprej. In zanimiva je tudi uporaba tega glasu personificiranega artefakta, ki sicer je kot en glas predmeta, ampak nekako se mi zdi, da govori pa še veliko več. Jaz odgovorim, ja. Okay, ja, seveda gre za ta pač nek breztelesen, personaliziran glas artefakta. Po eni strani je to pač artefakt, mogoče tudi ta, ki ga prikazujejo. Po drugi strani sem jaz to nekako dojela kot neko meta naracijo, se pravi neko nadčasno dimenzijo, mogoče zgodovino tudi, neko pač metaforo zgodovine. Potem pa seveda ta glas govori na zelo poetičen način in pogostokrat omenja Atlantik in njegova dilema je, ne, češ, ko se vrnem, ali me bojo spoznali, ne, ali me bojo spoznali in ali bom jaz spoznal ta prostor. In se mi zdi, da je v tem oziru pravzaprav naslavlja ravno s to referenco, ko omenja Atlantik, naslavlja ne samo neke sodobne afriške diaspore, ampak tudi pač neko večje skupine diaspore, afroameriško, afrobrazilsko, afrovenezuelsko, kakorkoli, ker že vemo, na kakšen način je tudi nastajala. In tle se mi zdi pač pomemben vidik tega vračanja nazaj, ker pravzaprav se vračaš v nek prostor, kjemu načeloma si zgodovinsko, mogoče tudi v sodobnih naracijah pripadaš, ampak si temu prostoru tu. In mislim, da ima Shilbembe, sodobni kamerunski teoretik, tlele eno dobro pač pojasnitev, ko pravi, da vsakič, ko se na primer afriška diaspora, on to govori v imenu Afroameričanov, sreča z Afričanov, gre pravzaprav za srečanje z drugim moje vrste. Se pravi, ta odtujitev je tako velika, da enostavno se stvari res odtujujejo. No. Se mi zdi, da film tako formalno tudi zelo v enih majhnih stvarih, kot so detajli tega rastlinja, ki je tam okoli, a ne, da nekako poveže eno nit teh artefaktov, ljudi, pa tudi a ne, zemlje, narave, a ne, ta povezanost vsega. No. Se mi zdi, da je to zelo subtilno, da mogoče se kdaj tudi lahko ne razume. Ampak v filmu smo slišali, da je muzej kolonialen zahodnjaški koncept, a ne, kar potem, kar razmišljaš, je precej logično. Pa me zanima, a se je v času do danes ta ideja muzeja spremenila, pa na kakšen način? Ja, muzeji, kot jih poznamo danes, so seveda produkt Zahoda in tesno povezani s kolonializmom. So v bistvu produkt modernizma, modernizacije in pravzaprav so služili temu, da so prikazovali neke ideje napredka, razvoja, civiliziranosti, tako nekih lokalnih skupnostih sami po sebi, kot v odnosu ali pa v primerjavi z prostori, ljudstvi z drugih celin. Te ideje so se na nek način spostavljale preko muzejskih reprezentacij in se krepile preko tega. Torej ta neki ideološki vidik je izjemno pomemben. Mislim, da to spostavljanje drugega je pravzaprav v temelju delovanja muzeja in tega nismo presegli. Tega drugega pač se lahko spostavlja, ne vem, na premici časa, recimo govorimo o, ne vem, zgodovinskih, arheoloških muzejih, tudi etnoloških v končni fazi. Potem pa recimo tudi drugega v smislu prostora, torej mi, ne vem, meščansko okolje,
proti kmečkemu okolju, Evropejci proti, ne vem, prebivalcem drugih celin, vzhodna Evropa, zahodna Evropa. Ne. Tako da teh nekih dimenzij je več in mislim, da ostajajo še danes. In če recimo pogledamo muzeje kot institucije, ki pač, ne vem, zdaj vznikajo, nekatere se krepijo na afriški celini, gre pravzaprav dosti za prenos te ideje, kaj muzej je, iz našega prostora tja. In tukaj mislim, da glede na moje izkušnje, ki jih imam in pogovore z kolegi iz afriških muzejev, je tukaj kar precejšnja težava. Ne? Namreč izgubljajo se njihove ideje, kaj sploh dediščina je, kako jo živijo. Ne? To mislim, da tudi eden zelo dobro poudari, ne? Pač da je dediščina nekaj, kar je živo, ne? Nekaj, kar je pomemben ustvarjalec identitete, ne? Ni nekaj, kar bi naj bilo za vitrinami. Izgublja se pa tudi mislim, da je to nekdo poudaril, no, ali pa to izhaja iz nekih mojih pogovorov, recimo te prakse varovanja, ne, ki so seveda drugačne od nekih naših standardov. Mislim, ni nujno, da ne vem, se sledi vedno temu, kar zahodni muzeji pač predstavljajo kot najboljši način varovanja. Ne. Imamo lahko lokalne metode, lokalne, ne vem, tudi materiale, ne, v končni fazi. Tako da ja, jaz bi rekla, da muzej pač še zmeraj ostaja v tem nekem zahodnem horizontu. Ampak bi pa samo še nekaj odprej rada komentirala za naše občinstvo, ki mogoče nekateri niso tako zelo seznanjeni z temi načini pridobivanja zbirk zunajevropskih zbirk v muzejih. Seveda so mnoge zbirke bile na zelo grozljive, strašljive in krute načine odtujene. Recimo ta je takšen primer, ali pa prej si omenila Dana Hicksa, ki govori o v bistvu o Beninskem kraljestvu in kako so Britanci tam pravzaprav uničili to kraljestvo in zaplenili, odnesli te beninske umetnine. Seveda pa niso vse zunajevropske zbirke, ki so v naših muzejih, takšnega izvora. To ne pomeni, da niso bile plod kolonializma in neenakih razmerij moči, ampak niso pa vendarle vsi predmeti bili ukradeni. Nekateri so bili tudi, ne vem, prinešeni strani popotnikov, kupljeni na tržnicah, misionarji in tako naprej. Tako da se mi zdi zelo pomembno imeti ves čas v mislih to, da je vsak primer potrebno nekako po svoje mislim, ja, specifike je treba vzeti v zakup in obravnavati vsak primer posebej. Ker je bila glih zdaj ta razstava Skuškove zbirke, ki je gospod pač kupil vse to na svojem, v bistvu niti ne po potovanju, ampak v službi je bil, ne? Ja, ampak vendarle ni tako zelo preprosto, ne. Bil je v službi, pač delal je za Avstro-Ogrsko mornarico, ki se je pač odločila posredovati na Kitajskem, kar je že samo po sebi neka imperialna poteza. Ne. In je skratka s tem, da je bil del te mornarice in del Avstro-Ogrskega imperija, imel moč tam delovati in kupovati. Je pa kupoval, ampak kupoval je pa spet stvari, ki so bile ne vem, odtujene iz dvora, recimo v času prejšnjih spopadov, recimo boksarske vstaje in podobno. Tako da imajo ti primeri, čeprav na prvi pogled niso mogoče problematični, vseeno, ko malo koplješ, najdeš neke te imperialne povezave in predvsem mislim na horizonte. No in v filmu, potem, ko študenti se pogovarjajo, se pa tudi zelo močno krešajo mnenja o tem, a je to zdaj zgodovinski dogodek ali je v resnici samo političen. Kakšno je pa vajino mnenje o tem? Pa jaz mislim v bistvu, da je oboje, in zgodovinski in političen, predvsem pa dekolonialen, ampak seveda gre zdaj tudi očitek, še en očitek, pa mislim, da mi je film nasplošno všeč, mislim, da ne bo pomote, je ravno to, saj ti na to področje bolj poznaš, ta neka kulturna diplomacija, kako se vzpostavlja in kaj je pravzaprav kulturna diplomacija. Mogoče je to vprašanje, ali je vseeno politična. In mislim, da je. In tlele je tudi pač mislim, da
v nekem momentu te študentske razprave eden izmed študentov pravi, ja, ampak Macron zgublja vpliv v Zahodnji Afriki in to dejansko je. Potem je, kakor sem pisala v recenziji, ko je imel njegovo turnejo po Zahodnji Afriki, obljubil, da bo v roku enega leta vrnil vse umetnine Senegalu in Beninu. Seveda se je to zgodilo tako v neki polovičnem vračilu. Ne. Tako da moče ti še malo nadaljuješ. Mogoče niti ne polovičnem, ampak še v manj. bistvu še kar. Ja, tako da bi rekla, da v bistvu ja, je in politično, ampak tako negativno politično in pa tudi zgodovinsko dekolonialno. Na nek način, ampak spet ne dekolonialno v popolnosti. Kajti verjetno za to res pravično, zgodovinsko pravičnost bi se morali vseh teh 7000 artefaktov in ne samo 26 vrniti. Ne? Ja, mislim, jaz bi rekla, da je politično, da je restitucija politično dejanje iz več razlogov. Prvi je že ta, da pravzaprav gre za diplomacijo, ne? Te vrnitve se dogajajo na ravni držav. Praktično ni primera, kjer ne bi bile vlade dveh držav pač vpletene v ta pogajanja in oblikovanje postopka, kako se zdaj te predmete zares vrne. Drugič pa tudi zaradi tega, kar tudi nekdo pove, v bistvu mnoge te skupnosti in države, ki zahtevajo vračilo predmetov, to počnejo zato, ker je to na nek način temelj njihove identitete, na podlagi katerega tudi vzpostavljajo neke določene, ne vem, politične pogoje ali pa, ne vem, recimo skupnosti znotraj držav proti vladi. Ne? Tudi tukaj se lahko pojavijo tenzije, mogoče lahko o tem še malo kasneje tudi en tak zanimiv primer povem, kar se tiče recimo ovir, ne? Ker teh restitucij ni tako zelo veliko, kot bi si jih želeli. Tako da ja, jaz bi rekla, da je politično dejanje, ki pa, tako kot si dobro rekla, se ne zaključi s tem, ko se pač ti predmeti vrnejo, ne, za neko res pravo popravilo krivic ali pa popravilo, no mogoče ni to dobra beseda. Ja, v glavnem za res to, da bi se razmerja na nek način ne, se tudi to ne bo zdaj dobro, kar sem hotela reči, ne. Ne, skratka, mislim, da je ta restitucija v tej obliki premalo, ne, za res to, da bi lahko rekli, da je šlo za dekolonizacijo, da je treba pravzaprav, in to mnogi moji kolegi opozarjajo in tudi tukaj, ne, so nekateri to rekli, treba razmišljati širše. Države, ki so do sedaj hranile to dediščino, morajo biti bolj aktivne, tudi potem, ko ti predmeti pridejo nazaj. Morajo sodelovati še naprej pri financiranju, morajo skrbeti za, ne vem, razvoj kadrov in tako naprej. Ne. Mislim, je to sodelovanje pri raziskovanju dediščine še naprej. Torej, ko dediščina ni več v njihovih muzejih, je tista neka pot, ki lahko šele pripelje do nekih bolj pravičnih odnosov. A bi mogoče kdo iz publike kaj vprašal ali pa komentiral? Prosim. Hvala. Skratka, da so osnovno dediščino stvari kar enostavne, ampak če gremo recimo pogledat, mislim, da se v vašem jeziku reče nesnovna dediščina, recimo Reški zamorček, Morentino Fiumano ali pa Klemens Lakonja, ko da posnetek tega, ki si prebarva obraz v temno barvo, pač ga izloči iz tega svojega programa. Na koncu pa vedno po moje prijemo do Prešerna in do Zamorca, se oproščam za to politično nekorektno besedo, ki je prišel do Lepe Vide, ki je prala pleničke. Če bi lahko obe komentirali, pa me zanima celo vajno osebno mnenje o vseh treh primerih. Pa ful hvala. Kaj točno je zdaj vprašanje? Vprašanje je, da v smislu osnovne dediščine, kako države med sabo, kako se kolonializma, ki je vpisan v jezik ali pa celo strukturo vseh zahodnih jezikov, slovenščino pa toliko bolj, kako se boriti proti temu. Meni se zdi osnovna dediščina še, ko bi rekel, rešljiv problem. Vse to je, po mojem sem se jaz tlele hotela nate navezati, Tina, ko mislim, ja, seveda to vračilo je šele začetek, ne. Vračilo vsega je v bistvu šele začetek in tlele mislim, da film zelo jasno pokaže v tej razpravi študentov, ne, koliko so pravzaprav odtujeni pravzaprav od svoje identitete,
kako imajo heterogeno razmišljanje in kako niso na enak način povezani ne z državo, ne s svojo zgodovino, ne s svojo identiteto. Ne. In tle se pravzaprav ta dekolonizacija oziroma nekaj, kar se kaže tudi v naši literaturi, sodobni, pa ne, sploh v medijskem jeziku, pa mislim, da je naš prostor zelo prežet s takim imaginarijem, ampak mislim, da se tlele tudi v filmu se pa to zelo lepo kaže tudi pri uporabi jezika, ne. Ko v nekem momentu punca ima zdaj že dovolj te francoščine, začne v fonščini govoriti, ki se tudi, pravzaprav tudi ta breztelesen glas govori v fonščini in se mi zdi, da tlele so zadeve zelo kompleksne in zelo so zaštrene, ne, tako da ta dekolonizacija pač od snovnega, nesnovnega, da so to res ful veliki postopki in procesi in Pa izobraževalni sistem. Točno to, ja, izobraževalni sistem, ko nekje pač niso samo pofrancozeni v smislu pač neke francoske kolonialne politike, nekdanjih francoskih kolonialnih kurikulumov, ampak so zdaj s to neko globalizacijo tudi poamerikanizirani. In tle se mi zdi, da ne samo na tem primeru, ampak da je to nek simptom številnih nekih afriških družb srednjega razreda, kar pa seveda velja tudi za neke druge prostore. Jaz bi mogoče k temu seznamu dodala še Jurij Murje v Afriki, ne, recimo tudi lahko to tako pogledamo, pa še marsikaj. No. Moje razmišljanje o tem je takšno, se mi zdi, da nekako danes prevladuje ta dva pristopa k tej obravnavi. Eden je ta, ki poskuša cenzurirati to vrstne ali besedila ali ne vem, omakniti neke ne vem, predmete, ki nosijo te zgodbe in podobno. Drugi, in ta se meni ne zdi pravilen, mislim, jaz nisem za to, da se te stvari umaknejo in da pravzaprav izbrišemo vse to iz našega, ne vem, miselnega sveta. Bolj se mi zdi pomemben ta drugi, ali pa primeren, ta drugi pristop, ki v bistvu poudarja to, da se te zgodbe osvetljujejo in da se ves čas kaže ali pa osvetljuje to, kako so sploh nastale, zakaj so nastale, ne, kakšen je njihov učinek na ne vem, splošno javnost, na razumevanje nekih določenih pojavov, ki so povezani s temi predmeti oziroma nesnovnim vidikom, kot ga vi imenujete. Tako da, ja, jaz mislim, da je o tem treba govoriti in to treba pač ves čas z različnih perspektiv osvetljevati. No? Ena ful zanimiva zgodba, na RŠ-u sem naletela na prispevek o tem zamorčku iz škofjeloškega grba in potem pač raziskuje ta prispevek, ampak predvsem potem, ker pač ta mit nek, se pravi ne urbani, ampak škofjeloški, govori o tem, da je bil nek služabnik na tem gradu, pa tako, ampak potem, če pa gledaš zgodovino, se pa v bistvu lik enega od svetnikov, ki je bil temnopolt in je bil, ne vem, v 14. stoletju prikazan še vedno v neki vojaški upravi in tako, potem se pa začne počasi njegova podoba in je na istih cerkvah recimo dvakrat upodobljen v različnih časih, ki so dograjevali, enkrat v vojaški upravi kot vojak, potem pa že počasi pridejo te z raznimi kolonialnimi valovi, a ne, ta oblačila, da je tako primitivno, a ne, tako ful zanimiva zgodba. Še kakšno vprašanje ali pa kaj? Če se vrnemo tudi še malo na našo temo, ampak zdaj grem kar en korak nazaj na to politično, a ne, kaj pa je problem, mislim, tega bizarnega pač dejstva, da od 7000 in več predmetov so jih vrnili samo 26, ne, a je to zdaj, mislim, a je to nek resničen problem ali je to samo neka argumentacija teh skrbnikov, teh ukradenih zakladov, zakaj tako počasi se vračajo? Mislim, seveda gre tlele za neko retoriko skrbništva, češ da, ki je pravzaprav problematična. Po eni strani poudarja to, da naprimer afriške države, pa tlele ne gre zdaj samo za ta primer, druge številne
afriške države se ukvarjajo z restitucijo, čež da te države nimajo ne finančnih, ne materialnih, ne človeških virov za gospodarjenje s temi umetninami, kot pravi film. Mislim, da si to že omenila, da lahko obstajajo tudi drugi načini, pač bolj, kako bi se temu reklo, lokalni za ohranjanje teh umetnin oziroma predmetov. Ampak seveda mislim, da je zelo pomembno omeniti, pač, da je ta skrbstvena retorika vse skozi prisotna v stiku Evrope z Afriko, ne zdaj samo v smislu vračanja umetnin, ampak tudi pri kolonializmu je šlo za neko skrb, češ rabimo civilizirati, ker to je naša, mi skrbimo za Afričane, moramo jih pokristjaniti, ker mi skrbimo za njihovo posmrtno življenje. Skozi pač ta retorika tudi v humanitarnih pač nekih dejavnosti, ki je zelo očitna. Tako da ta skrbstvena retorika mislim, da ni zdaj samo primer pač umetnin, ampak nasplošno nekega odnosa do Afrike, ker pa pravzaprav mislim tako overall, če smem biti zdaj tako najbolj iskrena, mislim, da ni neka iskrena intenca tlele neke resne skrbi, tako da najbolj pomemben je ta pač, ne, češ, da Afričani, seveda tlele še en dodaten argument, Afričani tudi ne zmorejo sami vse to skrbeti in tlele seveda se jasno riše tudi ta neka kadrovska in pa tudi intelektualna nezmožnost Afričana za kakršnekoli višje ideje in mislim, da je tlele zelo dober v filmu vključen pač ta beninski kurator. No. To se mi zdi tako zelo pomembno, ne, da pokaže tudi on svoj skill in pa seveda znanje. Ampak ja, mislim, da boš ti še malo več o tem povedala. Mislim, da je tudi v evropskih muzejih, da ta dekolonialna zadeva pogostokrat je rešena s tem, z različnimi reprezentacijami, z raznolikostjo, češ imamo pač, ne, predmete iz različnih delov sveta in že to, da so prikazani, je nek del dekolonialne neke pravičnosti, da so prikazani, ampak seveda to ni dovolj, ne? Ja, mislim, ne bi rekla, da je del nekih argumentacij za dekolonizacijo to, da so prikazani in da je, ne vem, veliko nekih različnih kultur prikazanih oziroma materialne kulture iz različnih delov sveta. Jaz mislim, da v temelju te argumentacije, ki si jo ti povedala, je v bistvu vprašanje lastništva po eni strani, ne, kdo je zdaj res lastnik teh predmetov, da se okoli tega odvija ta debata, in pa vprašanje tega, ali je to zdaj univerzalna dediščina, ne, to je bila neka ta ideja, ne, ki je bila recimo v 80-ih letih izjemno močna in so jo direktorji etnografskih muzejev plasirali in uveljavili do te mere, da so zahteve po restituciji, ki so bile takrat močne, v bistvu bile pokopane na nek način, ne, in se zato šele v zadnjih 10 letih te stvari nekoliko bolj odvijajo. In ta ideja univerzalnega muzeja oziroma univerzalne dediščine pomeni to, da je ta dediščina naša skupna last in da pravzaprav smo jo dolžni mi tukaj na Zahodu ohranjati za vse nas skupaj. In tudi ta argument, pač, tako kot si prej sama dobro rekla, no, za te argumente, ki si jih ti povedala, je mali strte izvitne. Mislim, zakaj pa ne bi potem nek muzej v, ne vem, Akri bil tisti, ki bi hranil našo skupno dediščino in tudi, ne vem, neke naše artefakte od tukaj. Ne? Ne, seveda, tlele je čist jasna pač ta neka hierarhija in pozicija moči, ne. Prej si Tina že začela mogoče malo govoriti o vprašanju raznih zbirk iz drugih kontinentov, dežel, pa pri nas v Sloveniji, ne, kjer nikoli nismo bili kolonialna sila, prej kolonizirani, ne. Kako je pa tukaj potem s tem vprašanjem? Ja, jaz mislim, da dekolonialna misel v našem prostoru ni močno prisotna. Mislim, malo ljudi je, ki se s tem ukvarja in to seveda posledično tudi vpliva na to, kako se v muzejih ukvarjamo s to mislijo. Rekla bi, da je Slovenski etnografski muzej tisti, ki se tem vprašanjem najbolj posveča v največji meri. Je pa seveda
ravno zaradi teh posebnosti, ki ste jih omenili, našega prostora, ta vprašanja pač pri nas treba naslavljati nekoliko drugače. Zdaj nismo bili del nekega imperija, ki bi koloniziral, ne? Torej tudi zbirke, ki so pri nas recimo, niso posledica nekih takih, ne vem, vojaških pohodov ali pa Dan Hicks imenuje ta plenjena male vojne, ne? In ja, iz tega izhajajoče trofeje. Glavnem, tega na tak način pri nas ni bilo, ampak to ne pomeni, da mi nismo bili vpeti v ta kolonialni sistem in da nismo bili del tega nekega, prej sem že omenila to besedno zvezo miselnega horizonta, ne? Smo bili in to je vplivalo na to, katere predmete smo pridobivali, kako smo ustvarjali znanje, vedenje, informacije o drugih prostorih in ljudeh in hkrati s tem tudi na to, kako smo razumeli sami sebe. In se mi zdi, da pač to so tiste neke točke, ki jih v dekolonizaciji našega prostora ali pa naših muzejskih institucij moramo naslavljati, torej da razmišljamo o tem, na kak način so bile zbirke pridobljene, ne samo razmišljamo, ampak tudi raziskujemo to provenienco, da se v bistvu ukvarjamo tudi z vprašanjem, ki ga je gospod prej omenil, ne? Torej tega nekega nesnovnega vidika, o čem govorimo, katere fotografije recimo predstavljamo, katera so ta sporočila, ki jih obiskovalec dobi, ko pride na našo razstavo. In pa seveda še en zelo pomemben vidik je, ki je tudi povezan s tem nesnovnim vidikom dediščine. Mnogokrat se lahko prispeva k temu, da dediščino bolje razumemo mi in tudi tisti, ki so bili, kjer je bila ta dediščina ustvarjena ali pa uporabljena, torej izvirne skupnosti, izvorne skupnosti, kakorkoli jih imenujemo, na ta način, da sodelujemo. In mi se pač v Slovenskem etnografskem muzeju precej trudimo za to, da bi prihajali ljudje, ki so za to dediščino povezani. Recimo lahko omenim doktorico Kaniko Gupta, ona je pač indijska umetnostna zgodovinarka, raziskovalka, aktivistka, ki je bila pri nas in raziskovala našo zbirko, ki jo imamo iz Indije in je pravzaprav tudi prispevala k eni razstavi, ki smo jo imeli, tudi pripravila eno študijo konkretnih predmetov. Pa recimo v zadnjem obdobju se mi je zdela ena taka res pomembna praksa, oziroma dober primer, to, da so raziskovalke iz Severne Amerike in Kanade, nekatere med njimi tudi pripadnice staroselskih ljudstev, Otava in Očipva, no. Torej so prišle 4 gospe in so bile pač v našem muzeju teden dni, delale s predmeti, jih fotografirale, si zapisovale, skratka tudi, ne vem, s tkaninami so se ukvarjale, ne. In tudi same so poudarile, da njim je zelo pomembno to, da pridejo, vidijo predmete in da dobijo informacije o nekih postopkih, ki so jih njihovi predniki uporabljali. Ne vem, o vezenju recimo, ne, o barvah, ki so jih uporabljali, o simbolih, ki so recimo na nekih torbicah pri nas ali pa na nekih kosih tkanin, ker jim to veliko pove in lahko tudi recimo preko tega identificirajo družine, ki so ta predmet izdelale, ne. Tako da te prakse se mi zdijo za naš prostor recimo zelo pomembne, no, da razmišljamo na ta način in delujemo pač v tej smeri povezovanja in skupnega raziskovanja zbirk. Kar je v bistvu smisel, mislim, edini zares smisel teh predmetov, ne, da nekako velja pa isto, ne, se opravičujem zdaj, ker sem vas prekinila, ampak velja pa isto tudi za slovenske zbirke, ne, pač v Slovenskem etnografskem muzeju hranimo tako zunaj evropske kot slovenske zbirke in pač pogosto mislimo, da ta vprašanja, s katerimi se tudi ta film ukvarja, veljajo samo za predmete od drugod. Ne, veljajo tudi za predmete, ki, ne vem, prihajajo iz Prekmurja, iz Bele krajine, iz Primorske, ne, samo mogoče seveda so drugačni konteksti na drugačen način, ampak te prakse so tudi tukaj pomembne. Še kakšno vprašanje, mnenje? Aha. Mislim, ko so se predmeti vrnili, je izgleda, da imate 2 izteka, imajo lahko ti vrnjeni predmeti. En je ta, da se muzealizirajo, pač da imajo muzejsko življenje, drugi pa je, da imajo obredno življenje. Kaj si misliš o tem drugem?
principu. Kot no, muzealka me izteku sprašuješ. Kot muzealka. Mislim, to sem šla malo pogooglati, ker me je zanimalo, kaj se zdaj zares dogaja s tem in pač ti predmeti še vedno čakajo v predsedniški palači, da bo zgrajen muzej v, zdaj smo pozabila ime tega mesta, ja, Abome. Tako da čakajo na to in bodo pač na koncu tam. Ja, si poskušam zamišljati zdaj, kako bi to bilo. Mislim, jaz ne vidim v resnici nekega strašnega zadržka, da ne bi teh predmetov uporabljali tudi v obredne namene. Mislim, da predmeti v mnogih kulturah niso bili, pa tudi pri nas v končni fazi, narejeni za to, da se bodo ohranili stoletja. In pač je mogoče bolj smiselno, da jih dobro dokumentiramo. Saj zdaj imamo razne načine z videi, fotografijo, ne vem kaj vse. In na ta način ohranimo to sporočilnost, ki jo imajo. V nekaterih skupnostih, recimo zdaj si me na to si me spodbudil k temu odgovoru, je tudi tako, da v bistvu materialnosti same ne cenijo oziroma ne vrednotijo kot tako pomembne, da bi jo bilo treba ohraniti, ampak jim je pomembna ideja, ki jo ta predmet nosi. In recimo pač po nekem določenem času predmet zavržejo in naredijo novega, v katerega to idejo prenesejo. Tako da tudi to je eden od načinov, kako se lahko danes, ko razmišljamo o tem, da bi naj bili muzeji tudi trajnostno naravnane institucije, lahko lotevamo te problematike. Ni treba kopičiti vsega. Ja, jaz pa ne vem, zakaj vi ločite indijanska plemena po plemenih, ne pa ta, ki so v Beninu ali pa Nigeriji, po sosednjih državah, ki čez mejo se razprostirajo, rečemo, plemena ali pa narodnosti, ki so tam, ki imajo svoje jezike. Čeprav bodo v Beninu govorili francoščino, v Nigeriji bodo govorili angleščino, ampak Yoruba je iz južne Nigerije, večji del, ne. In te meje, ki so zdaj med Beninom, Togom, Nigerijo, Nižerom in to so zahodne meje, kolonialne meje, ne. V bistvu so pa tele podsaharska ljudstva, recimo v Sahelu, grejo od zahodne obale Afrike pa do tam do Čada in do Sudana, ne. In tako bi jih mogli gledati, ne. Ker oni imajo, zdaj smo tukaj videli te kraljeve ekipe, ki so prišli od ene dinastije, od enega plemena, ne. To je tistih 26 je bilo vrnjeno enemu temu narodu, recimo, ki je del Benina, ne. Kaj pa vsi ostali, ne, tistih 7000 ostalih je pa lahko za čisto druga plemena tam, ne, v drugem delu Benina. Oni pa tega niso dobili in to njim ne pomeni, ne, ta dinastija. Mi pa gledamo kot to je Benin, ne, in bomo gledali Togo, ne, ki pa Nemci vračajo v Togo, to je pa Togo, ne, pa je lahko ista zadeva, ne. Pred kolonialnem času so bili to isti narodi in še zdaj imajo jezik, ki se razprostira sem pa tja. Ampak vse naslov filma je pa Dahomey, a ne? Ja, Dahomey, ki je tudi v Nigeriji, ne? Ki ne pade samo na Benin. No, kraljestvo Dahomey je drugače kraljestvo, ki je bilo zgodovinsko locirano na območju današnjega Benina na jugu. Vi morda ga mešate z tem Beninskim kraljestvom zaradi imena, ki je pa v resnici na jugu, bil lociran na jugu današnje Nigerije. Tako da tukaj gre za dve različni kraljestvi, ne. Ampak se mi zdi to vprašanje zanimivo iz tega vidika tenzij, ki danes obstajajo v nekaterih državah, ko gre za vračanje restitucije. Mislim, tako, čisto ten primer vam bom povedala. Nemčija si, oziroma etnografski muzej v Leipzigu si zelo prizadeva vrniti prednike, ne, prej smo rekli temu človeške ostanki, danes je to zelo sporen izraz in se uporablja izraz predniki, v Namibijo. Namibija je bila nemška kolonija in vemo pač, kakšne grozote so tam bile in kakšen genocid se je izvedel nad dvema skupnostma, Herero in Nama. In tenzija znotraj države obstaja ravno med večinsko skupnostjo, ki vodi Namibijo danes, in tema dvema še vedno manjšinskima skupnostma, ne. Na drugačen način si predstavljajo restitucijo. Nama in Herero si želijo, da predniki
pridejo nazaj v skupnost in da jih lahko spodobno pokopljajo. Namibijska država pa vidi to bolj v smislu hranjenja v nekem muzeju, ne? Je pa hkrati tudi še drug vidik finančen, seveda, ker naj bi ob tem šlo tudi za reparacijo Nemčije za te grozote in Nama in Herero opozarjajo, da pač ne bodo dobili tega finančnega, ne vem, nadomestila, povračila, kakorkoli, ampak da bo to ostalo na neki drugi strani, ne. Tako da mislim, da ta restitucija odpira tudi te neke zapuščine kolonializma znotraj posameznih držav, ne, kjer so te tenzije lahko izjemno močne in recimo zdaj so ravno v tem muzeju prekinili pogovore, oziroma niso prekinili pogovore, ampak prekinili so postopek, ker je namibijska vlada zagrozila, da bodo v primeru, če bodo poslali zaboje v državo samo skupnostma, da jih bo, kako se temu reče, zaplenila oziroma zadržala na meji. Ne? Torej, ne, ker se oni znotraj ne morejo dogovoriti, kako naj bi se ta restitucija izvedla, jo pač zaenkrat ne bodo izvedli. Gre na vseh nivojih za igre moči v resnici. Politično dejanje je, ja. A je še kakšno vprašanje mogoče? Poznate kakšen primer, ki je dejansko bilo vrnjeno, da je šlo lahko med ljudstvo, pač te predmeti? Ja, zdaj pri tej restituciji je zelo fino, recimo tako, če si predstavljamo, da gre po eni strani za vračanje prednikov, to je ena kategorija. Potem gre za vračanje predmetov, kot smo recimo videli v tem filmu, ki imajo, ne vem, neko duhovno dimenzijo, zgodovinsko dimenzijo, ne, ki so pomembni za samo skupnost in so bili nasilno odtujeni. In kot neka tretja kategorija je ta nesnovna dediščina, ta vidik znanja in nekih veščin, praks in tako naprej. Mislim, da pač kot poznam to področje, je izjemno dobro poteka vračanje prednikov, torej recimo Avstralija je v tem izjemno močna, ne, se vračajo in pokopavajo potem same skupnosti. Nova Zelandija je tudi izjemno močna v tem. Mislim, da tudi nekatere ameriške staroselske skupnosti so dosegle, da so se predniki vrnili iz ameriških muzejev in so jih lahko potem pokopali. Tako da tukaj je ta praksa. Zato tudi ta namibijski primer, ne, je pravzaprav malo nenavaden. Ne. Logično je, da se vrnejo v skupnost, kjer se jih pač pokoplje. Ne. Ja, pa seveda ta zadnji, ne, torej to vračanje nekih veščin in znanj, to je tudi nekaj, kar recimo poteka v digitalni obliki lahko. Ne, muzeji si zelo prizadevajo za to, da bi čim več digitalizirali, da bi te stvari bile dostopne, in pa z obiski delegacij, ne, ki pač potem, tako kot je bilo v našem primeru, recimo lahko imajo dostop do predmetov, si jih ogledajo, preučujejo in tako naprej. Ne. Tako da ta dva vidika mislim, da prednjačita. No. Bi se pa dalo seveda narediti veliko več, ne, če bi bilo več sredstev in več kadrov. Še kakšna? Aha, prosim. Samo zlati zob. Samo zlati zob je ostal od Lumumbe, ker so njegovo telo uničili, zob je ostal in so zdaj vrnili samo ta zlati zob, tako svečano, pač, ker ni bilo drugega, so to sprejeli. Ne. Tega primera pa ne poznam. Kdaj se je to zgodilo? Zdaj, nedavno nazaj. Ne, samo to so ga pač Cija ga je usmrtila in ga razkosala in ga pač... Tako ne gre čisto za muzejski, gre za zelo aktualen. Ja, še ti si hotel nekaj, pardon. Jaz sem pa hotel vprašati, kako se pa zdaj dogaja recimo s takimi artefakti, ki se proizvajajo po Afriki, pa koliko je tega in če se tudi še vedno odnaša iz Afrike in kje se to hrani ali se to tam... Ja, jaz lahko rečem sem za primer Etiopije, s katero se bolj ukvarjam, da so za kakršnokoli odtujitev, naprimer na severu Etiopije, kjer je ogromno pač ta krščanska dediščina, za kakršnokoli odtujitev kakršnega koli artefakta,
mislim, da so zaporne kazni res ogromne. No. Tako da to so pač, in je seveda prepovedano in zelo polemične zadeve. No. Mislim, da se tudi nihče ne upa na vse zadnje. No. Za Južnoafriško republiko. Ja, no to pa lahko, ja. To pa lahko, mislim, to lahko dobiš tudi business license pač za to. Ja. Bolj humanistični, a se mogoče ne rabimo. Skratka, so oni ta film do neke mere sponzorirali, da bi bili boljši kot kitajski kopalci diamantov, ko so pa, tako da igra moči je tako perverzna tudi na drugih nivojih. Jaz mislim, da se ful artefaktov še dan današnji iz Afrike. Artefaktov, ki pa so pač diamanti. A se je to kot umetniško delo recimo lahko smatralo te artefakte odnešene? Ali je morda res samo neka muzejska vrednost? Tudi uporabni predmeti so bili to, ne, v resnici. Eni. Ja, mislim, jaz sem seveda tudi o tem razmišljala, ne, kako ti predmeti spreminjajo svoj pomen. Ne samo skozi zgodovino, ampak kako z različnimi geografskimi, naprimer v Evropi je to pač nek umetniški predmet, medtem ko vidimo tudi v filmu, da so pravzaprav to obredni. Mislim, da za en predmet pravzaprav govori, da ga vsaka oseba ima pravico nanj in da pravzaprav gre za neko združitev s prednikom in tako dalje. Tako da mislim, da je to treba razmišljati tudi ponovno v smislu te neke mentalne kolonizacije, mentalne odtujitve, ne. Če nekoga seveda tako radikalno odtujiš od svoje identitete, zgodovine in kulture, ne, kaj je, potem imaš pač res nek subjekt, kakor ga pokažejo ti študenti, kjer se ne morejo zediniti pač komu kaj ti predmeti pomenijo. Mislim, da ena študentka reče tudi, to so zame samo kipci, lahko bi bil vudu, tega se bojim, ne. Tako da verjetno so ti pogledi zelo različni, no. Ja, dolgo časa je veljalo, da so predmeti, ki so pač prišli ali pa bili pripeljani iz afriške celine, etnografski predmeti. Ne, jim je bil podeljen tak status in ne status umetnosti. Medtem ko recimo azijskim predmetom so veliko lažje dodelili nek višji status in jih tudi uvrščali, recimo, kar se tiče muzejev, med kulturno-umetnostne zbirke. Ampak jaz bi se mogoče sam vrnila še k temu vprašanju odtujitve predmetov danes. UNESCO je, mislim, da že v 70-ih letih sprejel eno konvencijo, ki pač naslavlja ravno to težavo in pač naj bi preprečevala nedovoljen uvoz in izvoz predmetov. Tako da neka regulativa na tej ravni je in tudi recimo ICOM to je mednarodna muzejska organizacija, se zelo zavzema za to, da bi pač to nedovoljeno ilegalno trgovanje s predmeti ustavili in so uvedli en tak program, reče se Red List, torej nek rdeč seznam, na katerega so umestili predmete, ki so najbolj v nevarnosti, za katere obstaja največje tveganje, da bodo odtujeni, in s tem seznanjajo tudi, ne vem, carinike, policiste in podobno, da bi jih lahko na mejah recimo prepoznali. Ampak tako kot je rekel gospod, mislim, zagotovo se tudi danes dogajajo nedovoljeni prenosi predmetov. Jaz bi mogoče sem tlele še za konec nekaj povedala, ker zdaj, ko sem lih rekla, kako so v Etiopiji pač stroge kazni za pač kakršnokoli odtujevanje, pač da bi nek tujec pač odtujil predmet. Zdaj sem se spomnila primera, v bistvu, ko se je leta 2020 začel konflikt na severu Etiopije, ker je res ta krščanska dediščina zelo močna, se mislim, da predvsej je bilo različnih upornikov, strani Eritreje, neki vladni plačanci in tako pač pravzaprav neka taka anarhija, veliko nekih paramilitarnih skupin in v nekem momentu so se ti neki artefakti, ki imajo seveda neko cerkven, nek pomen, pojavili na eBayu, ne, za 600 evrov. Zdaj, kakšen je bil kako so prišli do tja, pač seveda ni jasno, ampak
mislim, da tudi tule film se mi zdi, da je zelo pomembno, da pokaže tudi odgovornost lokalnih skupnosti pri tem. Ne? Ja, vojaški spopadi ne, so v splošnem predstavljajo veliko tveganje no, za trgovanje z dediščino. A pa je še veliko za pobrati? A imajo še kaj vredenega, razen zlato pa te sodobne rudnine? Obstajajo še taki artefakti? Mislim, ali so že prej vse pobrali? Kar hecno vprašanje. Artefakt, kdaj nek predmet postane prepoznan kot, ne, mislim, to je v ozadju tega. Mislim, tukaj lahko gre tudi za čisto predmete vsakdanjega življenja, ne rabimo razmišljati samo, ne vem, umetnosti kot, ne vem, nekih umetninah, ki se jih odtuji ali pa, ne. Neke zgodovinske, mislim, take, ne vem, pač plemenske. Ja, seveda so. So. Jaz bi se vam res rada zahvalila za ta blazno zanimiv pogovor in vas vse povabila, najbolj vztrajne, v preddverje na en kozarček, kjer lahko govorimo naprej. Tako da res hvala lepa. Ja, hvala vam. Hvala.